Pripravljala se je na največji trenutek svojega življenja, da postane mama, dokler ni srečala nekoga, ki je želel vse to vzeti. Povedala sem ti, od kod je prišla kri. Ne, ampak vprašam te, poleg krvi iz posterice, bo v tvojem avtu tudi Jamiejeva kri, ker jo bomo našli, če bo tam. To je primer, ki še vedno šokira izkušene detektive, ne le zaradi premišljene in nepredstavljive krutosti, ampak tudi zaradi tega, kako daleč je bila nekdo pripravljena iti, da bi dobila, kar je želela. Dojenček, ki ste ga pripeljali v bolnišnico, je približno enako star. V redu, povedali smo, da je bila takoj. Je približno 35-36 tednov, tako kot Jamiejev dojenček. Sem Elizabeth Milner in dobrodošli v tej epizodi Female Criminals. Bowling Green, Kentucky. Tam spoznamo tokratno zločinko, Cathy Michelle Coy. Življenje Cathy Coy nikakor ni bilo popolno. Ima zgodovino spolnih zlorab in duševnih bolezni. Dvakrat se je ločila, a ji družina še vedno pomeni vse in si jo želi razširiti. Vendar pa naj bi v začetku leta 2011 doživela spontani splav. Ta spontani splav Cathy zelo prizadene, zelo si želi otroka. Cathy je že mama 2 najstnikov, vendar v njenih očeh njena družina ni popolna in pripravljena je narediti vse, da bi to uresničila. Iz sodnih pričanj smo izvedeli, da je Cathy sprva prosila svoje otroke, naj ji pomagajo pri načrtu, da bi ukradla dojenčka. Aprila 2011 je prosila svojo 13-letno hčerko, naj ji pomaga ugrabiti dojenčka. Cathyjina hči je popolnoma zavrnila sodelovanje v tem načrtu. Zato se je Cathy pretvarjala, da gre za šalo. Nato je to šalo omenila še svojemu 14-letnemu sinu. Tokrat pa da je vprašala, ali bi ji pomagal storiti umor. Tudi 14-letnik je zavrnil, zato Cathy tega več ne omenja, vsaj svojim otrokom ne. A še vedno želi uresničiti svoj načrt. Cathy se obrne na Facebook, kjer se spoprijatelji z 21-letno Jamie Stice. Tukaj je kar vemo o Jamie Stice. Okrožje Warren v Kentuckyju je bilo vedno njen dom. Po poročilih je bila dejavna v svoji cerkvi, delala je kot varuška in do aprila 2011 je pričakovala otroka. Cathy stopi v stik z Jamie in se pretvarja, da je tudi sama bodoča mamica. In obe si tedne izmenjujeta sporočila na Facebooku. Povežeta se zaradi svojih nosečnosti. 13. aprila 2011 Cathy obljubi Jamie, da ji bo pomagala. Želi pomagati tako, da jo poveže s podjetjem, ki nudi brezplačne plenice in otroška oblačila. Jamie sprejme to Cathyjino res prijazno ponudbo. To bo prvič, da se bosta srečali osebno. Cathy pobere Jamie s svojim avtom in odpravita se po otroške potrebščine. A le ena od njiju se bo vrnila. Kasneje, tisti dan, Cathy pride k prijateljičini hiši in je povsem panična. Cathy svoji prijateljici pove, da je pravkar rodila otroka. Ko Cathy pride k prijateljičini hiši, je prekrita s krvjo, brez hlač in sedi na posteljici, medtem ko je njen otrok prekrit s travo. Cathy razloži, da je pravkar rodila ob cesti. Cathyjina prijateljica Shelley pokliče rešilca in Cathy odpeljejo v bolnišnico. Ko jo pregledajo v bolnišnici, postanejo zdravniki sumničavi. Zdi se, da ni nobenih fizičnih znakov, da je Cathy pravkar rodila tega otroka. Osebje v bolnišnici postane še bolj zaskrbljeno, ko Cathy prinese maternico, jajčnike in posteljico s še vedno pritrjeno popkovino. Ti notranji organi pripadajo nekomu, vendar je jasno, da niso Cathyjini. Zato pokličejo policijo in jo aretirajo. Cathy se strinja, da jo zaslišijo policisti Zvezne države Kentucky, vendar je že v obrambni drži. Prosim, ne razlagajte tega. Ne bom. Zato sem vzela tudi tvoja stvar. V redu, lahko zdaj skleneva dogovor. Skleniva dogovor, prav? Zdaj me poslušaj. Skleni dogovor. Počakaj malo, ne boš več grozil otrokom, ne! Ne več. Pridi sem, skleni dogovor. Poslušaj me, ampak tudi ti ne smeš povzdigovati glasov, prav? Da. Razumeš? Naj sam to povem, Cathy. Razumeš? Kle je veliko čustev, prav? Ja, razumem. In zdaj je Jamie zginila, mene pa krivijo. Jamie Stice že več ur niso ne videli, ne slišali. Njena družina je izjemno zaskrbljena, še posebej, ker je Jamie v 3. trimesečju. Priče policiji povedo, da je bila Cathy Coy zadnja oseba, s katero so videli Jamie. A Cathy pravi, da nima pojma, kje je Jamie. Pojasni, da je Jamie nazadnje videla z nekom po imenu Mike. Ima črno skodelico, ki se vedno nagne na stran. Mike! Kateri Mike? Ne poznam njegovega priimka, kliče se Kitty. Kitty?
Ni Džemal drug zaradi tega, to vem. Začniva znova, prav? Prav. Zdaj pa začniva od začetka, ker bova to skupaj ugotovila, prav? Prav. Zbudil se je ob 4:30, ne bo odnehal. On. Ampak bratranca moj, prav? Vstal je, prižgal je luč, opravil je svoje in potem odšel. V redu, torej si ga zbudil ob 34 in šel nazaj v poslo, prav? Ja, V redu, torej ob 37, koliko je star tvoj sin že spet? 14. 14-letnik te zbudi in kaj se je potem zgodilo? Rekla sem mu, da ne bi nič pomagala. Rekel je, da sem bruhala in bila taka in vse to. No, Naj te vprašam o tem. Si bruhal in imel driskov, kaj ne? Je bilo to zaradi živcev? ja, ker sem vedela, kaj počnem. Prav. Z obema. Torej si vedel, da to, kar počneš, ni prav. Kar hočem povedati je, da si vedel, da to, kar si počel, ni bilo prav. Torej imaš vest. Ima. Preiskovalci morajo ugotoviti, od kod je dojenček prišel. V bolnišnici Katy trdi, da ga je rodila ona in mu celo da ime Caden. Bender se zgodba med zaslišanjem spremeni. Trdi, da je dojenčka kupila od neke ženske po imenu Ashley. Res sem kupila tega dojenčka. Prav. Prav. Zdaj, sem vam že prej povedala. Ashley ne ve, kdaj ste vi. Sem povedala kapetanu. Govorila sem. Katy, Ashley ve, kam hodijo moji otroci v šolo. Ve, da sem nakupovala za dojenčka. Celo podrobnosti mi pove. Misliš, da te je zasledovala? No, povej mi, kje sem bila. Ve, v katero šolo hodijo moji otroci. In mi reče, naj se s tem ne igram. Prav? V redu. Prav. Razumem, kaj hočeš povedati. No, kar želim povedati je, da je otrok Jamiejev. Otrok je Jamiejev. Da, otrok je Jamiejev. Je Jamiejev, prav? In kar pravam, prav? Jamie je bil tam v hiši z Mikom in nekim mladim, visokim tipom, ki je bil z njim. Kako je izgledal tisti mladi, visoki tip? Poklical je prav tisto lahka ženska. Zdaj lahko rečem lahka ženska. Takšni so in potem naredijo tako. Dva sta zadaj v črnem poltovornjaku. Preiskovalka prosi Katy, naj še enkrat pove svojo zgodbo. A čas je bistvenega pomena. Če obstaja kakršnokoli upanje, da bi našli Janie živo, preiskovalci menijo, da ima Katy morda ključ. To je ista velikost? Prav tam. In bila je 30 in nekaj tednov noseča. Bila je doma. Z Mikom tam noter. Ampak ona je reševala družino. Zapustila sem tisto hišo. V redu. V redu, poslušaj to, seveda, ampak trenutno smo zaskrbljeni za njo. Pogrešana je. Imamo vprašanja, na katera moramo odgovoriti v tej preiskavi. In eno veliko vprašanje zdaj je. Kdo je mati otroka, ki ga imate? V redu, najprej bom jaz govoril, potem pa bom pustil tem, da govoriš. V redu. Drugo vprašanje je, kje je Janie? Njena družina je zaskrbljena za njo. Skrbi nas za njo, skrbi nas za njenega otroka. Rada bi vedela, kaj naj rečem. Poslušaj. Skrbi nas za njenega otroka. Prav, in zato so vsi tako čustveni, ker nas res skrbi, kje je ona in kje je njen otrok. Kako veš, da si doma? Prav. Prav. Zdaj, in tukaj je še ena stvar. Druga stvar je, da je bila približno 35 ali 36 tednov noseča, prav? No, nimam pojma, kako naj se tega držim. Nisem vedela, da je o tem razmišljala. Torej, Katy, tukaj imamo problem. Dojenček, ki ste ga pripeljali v bolnišnico, je približno enako star. V redu, povedali so mi, da je to bila vagina. Star je približno 35-36 tednov, prav kot dojenček Jamie. V redu, povedali so mi, da je bila vztrajna. V redu. Zdaj poslušaj, imamo še en problem, prav? Torej, danes si jo videl in pogrešana je že od približno 10:30 zjutraj, prav? Njen dojenček je pogrešan, njena družina je zaskrbljena za njo. Si lahko predstavljaš? Jaz jo krivim. Ja, ne morem si predstavljati. Si lahko predstavljaš? Bom šla ven med očeti na ulicah in povsod. Iskala bom vse. Ampak ugani kaj? Tisti dojenček, ki si ga pripeljal v bolnišnico, ima mamo, ki je zdaj zaskrbljena. Dan. Ali pa še huje, prav. Zelo dobro se zavedam. Si lahko predstavljaš, če ne bi vedel, kje so tisti otroci tam, ali kaj se jim je zgodilo.
To tablo sem obrnila na glavo. Točno tako, točno tako. In to bomo naredili. In jaz in Jenny sva si tako podobni, zato nočem. V redu, razumem. Ampak moramo tudi ugotoviti, kaj se je zgodilo z Žemjo. In moramo ugotoviti, kdo je bil tisti dojenček. Rada bi vedela, kaj je rekla, ker je bila v hiši. Je tako? Tisti dojenček, ki si ga pripeljal v bolnišnico, bo Jamieov dojenček. Nimam pojma, zato ti poskušam povedati. Kako nimaš pojma? Kako bi se to lahko zgodilo, da nimaš pojma, če je bil to Jamieov dojenček? Kathy vztraja, da ničesar ne skriva. Celo zahtevala je test na poligrafu, da bi dokazala, da govori resnico. Zdaj me poslušaj. Prav. Vseeno so pri svojem očetu. Moš misliti na svoje otroke, ampak moš misliti tudi na mamico tistega malega dojenčka. Mislim na njo, skrbi me za njo. Prav. Tudi ti, prav? Ampak kar hočem povedati je, da je tam zunaj otrokova mama, ki nima svojega otroka, če je še živa. In ti ne misliš, da ta otrok... Nisem naredila ničesar, prav? Ampak poslušaj me, ampak nekdo je, kaj ne? Tega otroka si dobila od nekoga. Otroka sem dobila od Ashley. Ampak kar hočem povedati je... Če sem vas prosila, da mi prosim, da ste del Božjega besedila. Nočejo mi tega narediti. Tega ne moremo narediti zdaj nocoj. To lahko uredimo in bomo, prav? Ampak nocoj ne moremo. Kaj nam bo pokazal poligraf? Kaj nam bo pokazal, ko vprašamo, če je tisti otrok? Ko te vprašamo, ali je tisti otrok Jamieov, kaj bo pokazal poligraf? Kaj boš rekel? Rekel bo? Nisem vedela ničesar, dokler nisem bila v avtu. Ne vem. Ne vem. Ampak kljub temu prikimavaš z glavo, ja? Kaj? Misliš, da obstaja možnost, da je otrok Jamieov? Mislim, da ne, ampak... Medtem ko detektivi zaslišujejo Kathy, drugi policisti preiskujejo njen avto in pregledujejo njena družbena omrežja. Iščejo kakršnekoli dokaze, ki jih lahko najdejo. Svojo pozornost usmerijo na to, Ashley, v upanju, da bo prepoznava po fotografijah sprožilo Kathyn spomin. Poglejte vsako posebej. Ne, nič od tega še ni bilo. Drži dojenčka v naročju, ampak to ni ona. Nihče. Nihče. Ne, ona je bila odstranjena. Ima manjši nos in to, ampak lej, o Jezus, kužek takšen. Zdaj... Podelaš hitro. Želim, da pogledate vsako posebej. Ne, to ni ona, to ni ona, to ni ona, to ni ona. Tako je ona, prav. V redu, v redu. To je tisto, kar grem, to je tisto, kar rabim, da pogledaš, prav? Takole bomo nadaljevali. Ona je taka, malo kičasta. Ona gre ven, še manjša od tega. Ona je močnejša, ima tako veliko motiko in... Ali so njeni lasje videti nekako tako? Kaj? Ali so njeni lasje videti tako? Ja, barva, ki jo vidiš, in je kot ena z napihnjenimi oblačili in vsem. Zgleda kot neka slaba različica panka. V redu, počakaj malo, takoj se vrnem k tebi. Prav? Sam počakaj tu. Medtem ko Kathy čaka, da se detektiv vrne, jo nekaj prevzame. Postane zelo čustvena, ko gleda fotografije, ki so pred njo. Tudi jaz te imam rada. Sam nisem hotela izgubiti nadzora. Ampak prosim, ne vzemite me skupaj z mojim otrokom. Prosim vas, ne vzemite me skupaj z mojim otrokom. Ljubim te. Tudi jaz, draga. Vse vas imam rada. Prvi krat.
Zakaj za vraga sem morala igrati tistega dojenčka? Nekaj minut kasneje se detektivi vrnejo, da bi posneli fotografije za dokaze in dokumentirali morebitne poškodbe ali sveže sledi na njej. Če je Kathy res ukradla tega dojenčka, je možno, da se je oseba, ki ga je ukradla, uprla. Ampak Kathy želi biti korak pred njimi, glede vsega, kar bi lahko našli. To je za IBM! Vem, draga, vem, pomiriva se. Prav? V redu. Tako bom naredil. Pripeljal bom drugo policistko, je kapetanka in prišla bo sem ter štela. Moram se pogovoriti s tabo, Spuki, o avtu. Prav. Kri, ki je v avtu, je od tiste zadeve s prisilo, prav? Prav. Ni od nikogar ali česa drugega. In če jo primerjate, je od tiste zadeve, prav? V redu? Cejden je ležal v prehodu Fluberga, ko sem prišla sem, prav? Sedi, takoj se vrnem k tebi. Zato so tam spodaj tiste majhne kapljice krvi, tam, ki je bila tista torba z Jiggyjem vejem, prav? In potem, ko sem prišla do hiše Shelly, sem sedla na tisto torbo, da bi si dala kri nase. V redu, Kejden je bil tisti, ki naj bi poimenoval tvojega otroka, preden prideš do Kerry. Je to pravilno? Je tako? Odleži, dvigni, v redu. V redu. In ne rad to omenjam, prav? Ampak jaz... Gre za nekaj z Evanom. Že je to? Pusti me, da grem govoriti o tem. Konc oktobra, v redu. Prav. Kestro in Rozinski, prav. No, poskrbite za moje otroke. Mi boste dovolili videti moje otroke. Da obljubim ti, da bomo, prav? Kje so tvoji otroci? Ne vem, še vedno čakajo v bolnišnici. Kaj? Danes sem govoril z vašim možem. Samo poskrbi, da moj mož in moji otroci to dobijo. Ali ne boš tega obdržala? Dovolil ti bom, da jim to izročiš. Prav? V redu, prav, ampak sem govoril za... Ampak se počutim tako prekleto neumno, ker vem, da bo šlo za dojenčka, prav? Vem. Nisem neumna, ampak sem neumna, prav? Ne obtožuj se, prav? Niti treba. Poskušamo ugotoviti, odkot prihaja dojenček. Pravzaprav sem si ga dala sama, ampak vem, kaj govoriš. Prav. Kathy vztraja pri svoji zgodbi, da je dojenčka kupila za več $100. Ima celo razlago, kako je pristala z notranjimi organi nekoga drugega. Kako dolgo je trajala tista izmenjava med vami in Ashley? Kako dolgo ste bili tam? Bilo je zelo hitro v bistvu. Mislim, bilo je pač, veste, če pridem k tebi, sem šla mimo več ljudi. V redu, zdaj v resnici sem imela odejo, prav? In vse. In rekla mi je, da ne, odeje ne boš vzela. Prav. Tako da sem vzela samo kadena in tisto, za kar sem mislila, da je posteljica s seboj. Ampak. Iskreno, res sem mislila, da je nekaj narobe, ker je bila ta posteljica precej velika. Rekla mi je, da naj bi bila dovolj majhna, da bi jo lahko spravila nazaj vase in se pretvarjala, da je vse v redu pred ljudmi. Detektivi ponovno pustijo Kathy samo v zasliševalnici. Tokrat samo z njenimi stvarmi in sliko Jamie Stice. Ali naj verjamem, da si pogrešana? In jaz sem sred vsega tega in zdaj krivijo mene. Pogovori se z njim, Tom. Moraš se pogovoriti z njim, moraš poklicati svojo mamo, moraš nekaj narediti. Popolnoma me krivijo za vse. Ko si bila živa in si bila polna energije, si morala poklicati svojo mamo. In jaz ne prevzemam nobene krivde za nič. Raje pokliči nekoga. Vemo zelo dobro, da si v redu. Kathy se očitno ne zaveda, da detektivi poslušajo vsako njeno besedo. In kmalu jo bodo soočili z novimi dokazi. Z nečim, na kar so sumili že ves čas. Pojavljale so se nekatere nove stvari in nekaj ti bom povedal, prav? Dokazi jasno kažejo, da je to Jamiejev otrok. In prav tako dokazi jasno kažejo, da si ti tista, ki je danes vzela tega otroka. Nisem vzela tega otroka. Zdaj me poslušaj. Poslušaj me za trenutek, prav? Poslušaj, bomo delali s tem, prav? Poslušaj me. Jaz sem ti, nisem tega storila. Samo poslušaj me za trenutek. Ne kričim nate. Ne kriči name, prav?
Izpolnimo to zate. Vemo tudi, da je bila Jamie danes s tabo v avtu in da si jo pobral pri njeni hiši. Poslušaj. Imamo priče, ki so videle, da je Jamie vstopila v avto s tabo. Mike in tisti glas. Poslušaj. Ni bil samo Mike, Jenny ve. Danes je bil dogovorjen, da pobereš Jamija in se z njo vrneš v Morgantown. Ne. Da. Poslušaj me, to že vemo, to smo že potrdili, to potrjujemo in potrdili bomo, da je to Jamiev otrok preko DNK, prav? Zdaj pa pride bistvo. Zdaj me poslušaj, draga. Ne morem ti pomagati. Prosim, poslušaj me. Nočem, da govoriš. Poslušaj me, prav? Imamo očividce. In ni samo Mike, prav? Pobral si ga. Pobral si Jamija na Potterju. Bil si dogovorjen. Že smo govorili z Jenny in vsemi. Bil si dogovorjen, da se vrneš. Jamie bi se moral vrniti s tabo v Morgantown, prav? Govorili smo o Jamiju, poslušaj. Odšla je s tabo. Vemo, da je. Veš, da je odšla s tabo. Prav? Zdaj moramo narediti tole. Pusti, da govorim. Tole moramo narediti. Zdaj moramo to skupaj razčistiti. Prav? Moramo to skupaj razčistiti. Vem, da si imel težko življenje. Ne mislim, da si slab človek. Mislim, da si bil obupan človek. Prav? In glavna stvar, ki jo moramo zdaj narediti, je, da ta družina potrebuje zaključek. Prav? In vemo, čigav je otrok. Vemo, imamo očividce. Ni samo Mike, ni samo Jenny, prav? In vemo, da bi moral. Nikoli nisi nič rekel o tem, da bi pobral Jennyja. Ali da bi ga moral pobrati. Jamie, ne poslušaj nečesa, naj bi poslušal, ampak nam tega nikoli nisi povedal. Pravzaprav si bil. Tega nam nikoli nisi povedal, prav? Tega nikoli nisi povedal. Ne, ampak poslušaj. To ti moramo povedati, ker je to res pomembno. Saj je zdaj pogrešana. In ljudje so jo videli, kako je vstopila v avto s tabo, draga. In nihče jo takrat ni videl. Detektivi verjamejo, da je Jamie Styles bila umorjena. Zdaj se Katyjina zgodba spremeni. Kje si pustila Jamie? Jamie je šla v avto z Ashley. Jamie? Jamie je šla v avto z Ashley. Ja? Kje je Jamie sedla v avto z Ashley? Ashley naj bi jo peljala nazaj do hiše. Ashley naj bi jo peljala nazaj do hiše. Počakaj malo, kje je bilo to? Kje je bilo to? Rekla sem Jamieju, da je Ashley bila pred mamino hišo. Torej, ali je Ashley vzela tistega otroka od Jennyja? V redu, zdaj pa premislimo. Povem ti resnico. Ko ne vem, ali je tisti otrok, Zakaj bi Jamie šel v avto z Ashley? ker sem Jamieju rekla, da je Ashley moja prijateljica, da bo peljala Jamieja domov in vse, ker sem se hotela vrniti k tebi. Si torej to načrtoval z Ashley? Kaj? Ja. Sva tukaj. Si to načrtoval z Ashley? Si to načrtoval z Ashley? Ne, nisem. Ampak kje je bil Jamie? Kam je pa šel Jamie? Jamie je bil z mano prav. Ni imela otroka, ko sem jo prvič srečala in danes sem 2-krat upravila pravne zadeve. Ashley, kakšen je njen priimek? Ker Ashley poznaš bolje, kot praviš. Ne vem, kakšen je njen priimek. Prav. Ampak tukaj je stvar. Problem, ki ga imamo, je, da so očividci videli, da je Jamie v tvojem avtu. Detektivi so zdaj skoraj 100% prepričani, da ta Ashley verjetno sploh ne obstaja. Ashley ne obstaja. Ja, Ashley obstaja. Res? Res? Ashley obstaja. Ja, obstaja Ashley in obstaja Chain. Potem kako si? Zakaj se jeziš name? Ker se ti jeziš. Nisem jezna. Ne reči mi, da Ashley ne obstaja. Ashley obstaja. Poslušaj naj jo zdaj, Katy. Kolikokrat si nama že lagala? Zakaj ne bi ti verjela, da zdaj obstaja Ashley? Lagala si nama. To si načrtovala. Ne, poglej, kam grem. Vse vodi nazaj k tebi. Zatlis Rice. Ne, hočem, da pogledaš to. Hočem, da pogledaš. Ne preganja me. Vem, da je pogrešana, ampak ji nisem naredila ničesar. Vzela si njenega otroka. Vzela si njenega otroka, kaj ne? Poglej jo. Ni imela otroka. Ima ga kaj? Ja, to je njen otrok. In ima mamo, ki je prestrašena do smrti. A je bila vesela, ko je izvedela, da ima vnukinjo? Ja. In taka ne moreš biti. Vem, da nisi tako hladnokrvna oseba. Jaz nisem. Ampak nam ne govoriš resnice. Poslušaj, poglej jo. Naj ti nekaj povem. Poglej. Poglej jo. Gledam Jamie, je prekrasno mlado dekle. Ni je več tukaj. Kje je zdaj? Tukaj je. Kje? Povej nam, kje je. In smo končali. Povej nam, kje je. In smo končali. Kje si jo pustil? Nočeš je pogledati, kaj ne? Pravkar je umrla in so jo uredili doma. Nočeš je pogledati.
Pravkar si šel tja. Veš kaj? Kako je Ashley vedela, da se mora tam dobiti s tabo? Ni vedela. Ni vedela, da te mora tam srečati. Ni vedela. Poglej, Katie. Katie. Izvedeli bomo vse in večino smo že izvedeli. In že imamo dovolj. Ashley obstaja. Detektivi pritiskajo na Katie. Če Ashley res obstaja, kje je in kje je Jamie? Verjetno mislite, da ste plačali za tega otroka, ker ste jim v zadnjih nekaj mesecih, odkar jih poznate, dajali denar. Zdaj to vem, dajali ste jim denar, to vem. Vem, da ste jim dajali denar. Torej po vaše ste pač plačali za tega otroka. In temu otroku bi lahko dali boljše življenje, kot bi ga lahko ona, kaj ne? Bi lahko temu otroku dali boljše življenje, kot bi ga lahko ona. Veš zakaj? Ker bi ti to prineslo boljše življenje. Ker je to življenje, ki si ga želel. Ampak Shane. In bil si obupan, da. Ampak poslušaj, ta otrok je Jamieov. Ker veš, da je to Jamieov otrok. Povej mi, saj to mi povej. Veš, da je to Jamieov otrok, kaj ne? Je bila. Veš, da je to Jamieov otrok, kaj ne? Rekli ste mi, da je to Jamieov otrok. Ne. Imela si Jamija. Vse si pripravila, da dobiš Jamievega otroka, draga. Ampak ona je šla v avto s tabo, odšla je s tabo. Zakaj nam nisi povedala, da je šla v avto s tabo? Vem, da bomo to vsi naredili. Prihajamo do resnice, kaj ne? Pritisk začne vplivati na Katie. Izgubi živce. Aj mi poskušate naprti tumor? Poskušate me izločiti? Kdo je rekel umor? Katie, kdo je rekel umor? Rekla si, da lahko reče, da je mrtva. Ne vem. Pospravi vse to prekletstvo, ne moreš se izogniti. Rekla je, da je bila. Rekel si, da je še vedno živa. Ja. To je bila tvoja točna beseda. Bila je. Našo podporo, kje si jo pustila? Ne, pomagaj. Zakaj je ne pustiš? Ne igraj s prstom. Kje si jo pustil? Hočeš, da izberem kopije? Naj vam dam pomočnico. Poslušaj, zdaj se umakni nazaj. Jaz sem za. Ne. Brez otroka. Pljuvaš name. Govori z menoj. Vtisni in se umakni. Kathy, poslušaj me. Zdaj ti jaz govorim, ne kdo si ti. Je to rasa, ki jo uporabljaš. Z. Je to tisto, kar želiš. Da še naprej govorim. Je to tisto, kar želiš. Utihni, v redu. Boš govorila? Boš govoril? Ste se pogovarjali z njo, si ji povedala? Utihni. Eno, si ji povedala? Kaj boš naredila? Draga, 3. Ostani pri fantu in bom nehala govoriti. Boš povedala resnico? Utihni. Boš povedal resnico? Poskušate mi podtakniti prekleti umor. Rekli ste, da bi ona povedala bo nekomu. Nam boste povedali. Povedala sem vam resnico. Rekla sem, da je živa in zdrava, z našimi pomagači. Kje ste jo pustili? Kje ste jo pustili? Povedala sem ti v stanovanju, ampak bila je z Ashley. Zdaj vidiš, zdaj je drugač. Ker si rekel, da je bila živa in zdrava, ko si jo pustil. Jo. Ampak potem, ko si jo spet pobral, potem... Živa je. Ves čas je bila živa pri meni. Draga, vidiš, kako vsi drugi sumijo, da to prihaja iz tvojega avtomobila. Odkot to prihaja? Vem, ker vem, kaj prst naredi. Zaradi tega me boste obtožili. Obtožili te bomo. Kaj misliš s tem? Kaj pa, če ti poskusimo pomagati? Ja? Saj ves čas kričiš. Kaj pa, če poskusimo dobiti, veš kaj? Če mi pomagaš, se ti bom priklonila in poljubila prst, prav? Ker vem, da to potrebujem, prav? Res jo potrebuješ. Zato dovoli, da ti pomagamo. Ja. Zdaj me poslušaj. Vem, da potrebujem pomoč. Moram biti v psihiatrični bolnišnici. To vem. V redu. Torej, povejte nam, kje sem nora? Sem depresivna? Hitro se razjezim. V redu. Zdi se, da Katie misli, da bodo detektivi do nje manj strogi. Do tega trenutka so jo zasliševali že ure. Zato detektivi zamenjajo pristop, pridejo novi zasliševalci. Ampak tudi Katie zamenja pristop. In kmalu policija Zvezne države Kentucky spozna Ashley. Katie ne ve, kaj želim izvedeti. Ne, vem. Vem, da veš. Ampak kdo bo šel zaradi tega v zapor? Oba vidva. Ni šans, nikamor ne greva. Oba vidva. Nikam ne morem iti. Če ti je mar za Katie in želiš, da dobi pomoč, poslušaj. Če ti je mar za Katie. No, on je tisti, ki je gluh.
To se je zgodilo. Ni mi mar. Nisem te vprašal, če ti je mar, ampak Keti pa je mar. Veš kaj, jaz sem to počela, tako dobro sem igrala, da sem jih vse pretentala. Vse sem pretentala, da sem bila samo ena oseba. Ampak imela sem tudi jezno plat, vse sem prekleto pretentala. Ja, razen mene. Kako si ugotovil, kako? Keki mi je povedala. Ne, ni. Jej! Ne, ni. Je. Ni mi komur povedala, vem, da ni. Keti, meni je povedala. Ne, ni. Si bila ves čas tukaj noter. Ja. Ni mu povedala. Kaj ne? Ja, in ne mara ga. Kati je? Ne mara ga. Povej jim, Keti. Povej nam, kje je Keti? Keti bi vedela. Vi verjamete za morca. Ne mislim te imeti za neumnega. Keti je lažniva kopičarka, ki te je zatožila. To je ona, prav. Pokličeš lahko kadar hočeš, zato nas ne briga. Če nas ne briga, Potem je ti povej. kako si drzneš tako misliti o meni? Kaj misliš o njej? Že si nam povedal, da je Keti tista, ki bo nastradala. Zato jo dajmo na stran. Če bomo to naredili, naredimo to prav. Povej nam, kam je Keti skrila Jamiejevo truplo? Odpeljali jo bomo v zapor. Imam glavobol, hvala. O, tukaj, to je moj. Tako sem vesela, da je on. Prosim. Povej nam, kam je Keti to skrila. Keti je tista, ki bo nastradala. A ni to tisto, kar si rekel? Ti sem všeč, mene pa prav nič ne briga. Ne sovražim te. Mene pa prav nič ne briga. Glede mene tako, da mi je vseeno, komu to naprtim. Meni je mar, kaj si ti misliš o meni, ker verjetno to, kar si ti misliš o meni, celoten vtis ni imel nič opraviti s tabo. Vsi odhajate. Ja. Spet bomo odšli. Ne? Še nisem končala govoriti. Ajde, slušaj govoriti. Hej, ukrepa si me! Detektivi se odločijo igrati to igro s Keti oziroma Ashley. Če si Ashley želi strožjega pristopa, bodo to tudi naredili. A zdi se, da si Keti želi bolj nežen pristop, saj se 2 minuti kasneje spet preklopi in je v solzah. Prisežem, resnično, na življenje svojega otroka ti povem, potrebujem hrano. V redu, Keti, s tabo želim govoriti. Pomagaj nam, da ti pomagam. Zdaj me poslušaj. Naj ti povem, kaj imam. Tvoj avto sem spravil ven. Kaj? Tvoja Toyota je tam zunaj. Tip požar. Ja, in v njem je povsod Jamiejeva kri. V redu. No, poslušaj. Jimmy, tudi njene krvave prstne odtise imam na tem. V redu. Krvavi prstni odtisi. Krvavi prstni odtisi Jamieja. Povej mi, odkot sem vzela tisto stvar s prevarantom? Jamiejevi odtisi. Kdo? Jamie. Jamie? Jamiejevi. Jamie. Je bila v avtu? Ja. Bila je v avtu. Ne bi ji mogla reči mama, če bi bila taka. Krvavi prstni odtisi, prav? Na tvojem avtu imam njeno kri. Ja, oh. Ja, mom. Nisem jaz tega naredil. Samo najti jo moram, prav? Nežnejši pristop očitno deluje. Keti končno prizna, da Ashley ne obstaja. Ashley je izmišljena oseba v njej, ki pride na plano samo, ko je jezna. Ta bo zelo ti želim pomagati. Sem že skoraj tam.
Naredimo to skupaj. Si pripravljen? V redu. V redu. Si pa šel iz doma ali van. V redu? Hodiš proti vhodnim vratom in imaš dojenčka v rokah. V redu? Ja, dojenčka. Prav. Zdaj pojdimo nazaj v času, torej dan za žar je na 185. Prav? Ker bom poznal to verigo. Okoli bencinske črpalke. Počakaj, poskuša, prihaja, povej mi. Poskušajte pripraviti, da priznaš, draga. Prosim ne, umakni se. Prosim, nočem, prosim. Zmoreš, draga. Prebij se skozi to. Močnejša si od nje. Spravi svojo rib nazaj noter. Katero hočeš? Hočem to mamo. Ti si to naredila. Si zdaj srečna? Prosila te je, ne utrujaj me. Žure? Ja. Ja, končala si. Na kateri bencinski črpalki je? Ne poljubljaj jih, pozdravi mene. Sasi, ne pozdravljajte me. Ne boš je spravil iz nje, ali tega ne razumeš? Lahko govoriš vse mogoče. Naj ti nekaj povem. Ona tega ne bo vedela. Želim, da to izve. Ona to ve. Ona ti ne bo povedala. Ona ve, da se za to bori. Meni tega ne bo povedala. Ničesar ni, zaradi česar bi lahko šel v zapor. O moj bog. Hej, živjo, mala Ritka. Živjo. Te poklič. Pridi nazaj, sem noter. Govori z menoj. Lahko to obvladam. Lahko? Si kaj dobila? Ne bo ti povedala ničesar. Tam zunaj so na majhni cesti. Naj ti nekaj povem. Vem, kako ubijati. Vem. Brez da bi bilo kakršnekoli goljufije, lahko še vedno nadaljuješ, ne da bi šel. Oh, ti pa karkoli. Ne vem, kako naj pridem skozi to. Ashley oziroma Katie prizna, da točno ve, kje je Jamie, vendar tega ne razkrije detektivom. Dobili smo te. Katie, ti mačka. Katie je samo nogometna ena. Lahko dokažeš, da je mrtva? Zagotovo. Ne moreš. Zagotovo. Ne moreš. Ne moš. Misliš, da lahko nekomu izrežeš vse notranje organe in potem ne umre? Mislim, pomisli. Imel si njeno maternico. Imel si njene jajčnike. Imel si njene jajcevode. Misliš, da lahko nekdo preživi z razparanjem trebuhom in so tisto notranjosti odstranjeno? Mislim, resno? Pametnejši si, kot da bi verjel v to. Pametnejši si za približno 5 minut. Za približno 5 minut. Ona je zdržala 2. Kako dolgo je zdržala? Ne bolje. Morda 10 minut, ampak veš, ko samo sedijo tam, ki kašljajo, tako, to ni življenje. Vse to so samo živci in vsa tista kri, ki je prišla ven. Ni veliko pila. No, v tistem avtu je veliko krvi. Ne vem. Si jo prerezal počez ali po dolgem? Kaj? Si jo prerezal počez? Ali si jo prerezal po dolgem? Ni bila v hihi. Ne, ni bila. Kaj je v avtu? Je od dojenčka. Ne vem. Kati je imela dojenčka in potem so jih ujeli, prav? Kje si jo porezal? Kje je bila, te si jo porezal? Ni bila porezana v avtu, no? Kje si bil potem? Kaj? Kje si bil, ko si jo porezal? Pomembno je.
Kje si bil, ko si jo porezal? Misliš, da je Kathy tako prijazna? Jaz je ne maram. Jaz je ne maram. Ne maram te prekleta mama. Nikogar ne maram. Ni mi mar, kaj vi veste o osebnosti? Ugani kaj, vem tako blokirati sranje, ona ne zna igrati. Kje si bil, ko si jo porezal? Nisi pomemben. Je pomembno. Kje je tvoje ime? Daj mi te preklete stvari dol. I'm done with you. Pojdi me poiskat. Ashley oziroma Kathy je samozavestna v svoji glavi. Ni trupla, ni aretacije. Kar pa vemo, da ne bi moglo biti dlje od resnice. Mislila sem, da si obupala. Končal sem s tabo. Veš pa, ko si rekla, da ne moreva nič narediti. Kako ne moreva nič narediti brez trupla? Tačaj? Ne moreva nič narediti brez trupla. Ne moreš ničesar narediti, če ti ne povem, kaj ona počne. Ta moški tukaj ti bo prinesel obtožnico za umor, za katerega je zagrožena smrtna kazen in ugrabitev tega otroka, ter zato gospod tukaj. Kdo naseda temu? Kdo gre tja? Ti greš, jaz ne grem. Da si lahko zdaj pomagaš, Ashley, če ti on bo. Obtožili te bomo. Veš, to sem si mislila. Ves čas kriviš Kathy. Ona ve, kaj je vse. Ampak veš kaj? On bo tisti, ki te bo spravil v zapor. On bo tisti, ki te bo obtožil. Nočeš, da zaspim? Izbral si mene. Izbral si mene. Izbral si mene. Oh, morala biti. Končal si? Ne moramo, ne. Poslovi se od svojih otrok in vsega ostalega. Poslovi se od svojih otrok in vsega ostalega. Končal si. Nisi več v zaporu. Ja, greš v zapor. Ni mi mar, dej no. Spokaj se stran od mene, pizdati materno. Ne zlomi mi zapestja. Zlomila sem si zapestje. Ne se hecat. Hey, let me ask you something. You gonna cooperate now? You gonna cooperate now? Kathy na koncu razkrije detektivom lokacijo telesa Jamie Stice. 21-letnico najdejo naslednji dan v gozdu blizu avtoceste. Med predobravnavnim narokom detektiv Chadwin pričuje o grozljivih podrobnostih Jamienega umora. Pove, da je Kathy odpeljala Jamie na to gozdnato območje z namenom, da jo ubije. Kathy Coy je napadla Jamie Stice z električnim paralizatorjem, nato pa ji prerezala vrat in zapestja. Detektiv Wynn je pričal, da je bilo očitno, da je bil Jamie in otrok izrezan iz nje, kar potrjuje, da je Caden, kot ga imenuje Kathy, v resnici Jamien sin. Primer je bil poslan veliki poroti in 1. junij 2011 je velika porota okrožja Warren vložila obtožnico s 5 točkami. Umor, 2 točki ugrabitve, prirejanje fizičnih dokazov in upiranje aretaciji. Zaradi resnosti primera tožilci zahtevajo smrtno kazen. Toda Kathy Gina, javna zagovornica, je zaskrbljena zaradi duševnega zdravja in vprašanj sposobnosti za sojenje. Februarja 2012 je Kathy priznala krivdo za ugrabitev in umor, vendar kot duševno bolna. Po njenem sporazumu o priznanju krivde smrtna kazen ni več možna. Kathy je naslednji mesec obsojena na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Med izrekom kazni je sodnik okrožnega sodišča Warren John Grease dejal, da je bilo to, kar je Kathy storila, citiram, zlo na delu. Po poročanju naj bi rekel: v svojih 30 letih pravne kariere še nikoli nisem videl tako grozljivega zločina. Kathy se med izrekom kazni ni odločila spregovoriti. Kathy Coy trenutno prestaja svojo kazen v kazensko-popravnem zavodu za ženske v Kentuckyju. Kar zadeva sinčka, Jamie Stice, je zdaj najstnik in naj bi bil v skrbi svojega pravega očeta. Hvala, da ste se nam pridružili v tej epizodi. Sem Elizabeth Miller in se vidimo spet prihodnji teden z novo zločinko.